Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes sem na vodo in na slikanje povabila slovenskega umetnika. Ene tri njegova dela imam tukaj, to je Vid Sagadin Žigon, Špilunga, potem imamo tale Drevored in pa tale, ki je bila v letu 2017 izdana, Metamorfoze. Kaj bova skupaj ustvarjala? Govorila bova o umetnosti, kreativnosti in življenju v Sloveniji, kar se tiče seveda za umetnike. Zraven pa bova skreirala tudi dve sliki na eno tematiko in te dve sliki bo nekdo dobil, ki se bo pridružil naši živi publiki. Kajti Klepet ob kavi po novem na posebne dneve snema tudi živo publiko, kar pomeni, to je občinstvo. In če bi si želeli doživeti to snemanje z nami, spoznati naše goste, poskusiti kakšno stvar na lastni koži, potem seveda več kot dobrodošli, da se prijavite na klepetobkavi.si, najdete prijavnico oziroma kakšno informacijo dobite tudi na 02 6200 230. In Vid Sagadin Žigon, ja, ga že slišim, kar naprej, lepo pozdravljen, dobrodošel. Dober dan, evo, da dam roko. Hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Ja, ker prav ste se postavili, ja, tlele bova danes se malo zadrževala, ampak še prej pa eno vašo izjemno kreacijo bi radi slišali. Aha, moj priljubljeni junak, Satan. Satan? Ja. Dobro. Kole gre. Nenapovedano sem prasnil v smehu žigalice, ki prižiga mojo norost kot svečke na torti. Pot proti nebu se poglablja. Namesto ptic dežujejo krila zarjavelih bombnikov. Odšel bom nenapovedano. Satan bo prišel na moj pogreb. Spovedal se bo moji duši. Oba sva padla s podstavka kronične zagledanosti vase. Priznal mi bo ljubezen in se poslovil brez besed. Njegova nemoč je večja od Božje. Njegova padlost spodnaša milost Božje geste. Včasih je ščipal karte na tramvaju poželenja. Povratne vstopnice je spreminjal v enosmerne. Z njim je bilo prijetneje tekmovati kot z Božjo pomočjo. Zaposlen je bil kot psihiater na oddelku za odvajanje od vere. Prejemal je minimalca brez skritih stroškov prevoza. Podaril sem mu svojo malico, edino, kar mi je ostalo od poti. Odložil sem križ in česen. Odo radosti sem skril pred njegovimi deviškimi ušesi. Vrnil mi je z ognjem in mečem. Udomačil je mojo lakoto po padcu. Ko je odšel, mi je v roko stisnil ček za $100, kot da bi mi hotel kupiti ljubezen za eno noč. Jaz pa sem si jo vzel za vedno. Mislim, da ga je to ubilo. Odšel bo tja, kjer mu bodo ljubezen vračali s pogubo. Nič boljši nisem od njega, ko lovim sapo na robu noči. Moja beda osvetljuje prostor, kjer se je dokončno poslovil. V maternici trenutka še vedno dišim po njegovem smehu. Samo da je on padel, jaz pa raje skočim sam. Zanimivo. Kdaj ste pravzaprav začeli z kreacijo vsega tega? Pri 9 letih. Pri 9 letih? To hitro? Krasno, zanimivo. No, potem, glede na to, da ste tu kreativni in imate res postavljen to kreacije, vam ne bo težko. Izberite enega. Tega. Kaj piše notri? Lahkotnost. No, to je najina tematika za slikanje, medtem, ko se pogovarjava. Aha, okej. O lahkotnosti. Mava na voljo, kar mava na voljo in evo, tale platna bodo pa šla nekomu, ki bo prišel k nam tukaj. No, krasno. Neznosna lahkost bivanja, na primer, ne? Ne, neznosna lahkost, lahkotnost bivanja. Milan Kundera. No, tega sicer ne poznam, ampak okej.
glede na to, priporočam. da kreirate pesmi, a to se vam kar zgodi, recimo, ne vem, sredi noči, ali kako imate kakšen postopek, kako vi to Zanimivo, naredite? da ste omenili nočne ure. Zadnje 3 leta jaz ostajam ob 3 ponoči, pa začnem pisati tam ob 4 in pišem do 7 zjutraj. To so moje najljubše ure, med 4. in 7. uro največ naredim. Tole se drugače ne bo razbarvalo. Ne bo, bo treba. Treba bo barve dati gor, ker so akrilne. Ja, ok. In to so moje ure, kjer največ ustvarjam. Med drugim tudi zato, ker imam 3 otroke in je treba čez dan za njih poskrbeti. To so Anej, Samo in Iztok. Stari so 11, 8 in 5 let. Od tega najstarejši Iztok že sam piše pesmi. Je začel tudi pri 9 letih, tako kot jaz. A res? In čisto samostojno in piše in so zelo dobre. Kakšne tematike pa ubere pri 9 letih? Ja, Ker 9-letniki... O vojni je recimo pisal eno pesem, protivojna pesem, pa o ljubezni. Za materinski dan je svoji mami krasno pesem napisal in tako naprej. Skratka, obče teme, ki ga že zaposlujejo pri teh letih. Zanimivo. Pri 9 letih. Ker danes otroci, če tako gledaš, so rej na kakih igrcih pa take zadeve. On tudi zelo rad igrce igra, ampak tudi sam jih programira pa to. Ampak drugače tudi na fuzbal hod, oba hodita starejša na fuzbal. Pa karate je treniral 3 leta. Zanimivo. In kako je, vi ste umetnik, profesionalni umetnik od 9 let naprej, glede na to, da vam je bilo to res tako zelo... položeno. V zibelko položeno, tako lepše izraženo. Kako je kot umetnik živeti v Sloveniji? Umetnost ni bila nikoli pravzaprav ravno. Mislim, če si hotel obogateti, si s poezijo nisi mogel kaj dosti pomagati nikoli. Ampak gre za to, da živimo v precej materialistični sistemu, kjer za umetnost, pravzaprav, kjer umetnost nima kakšne posebne veljave. Zato je tudi težko za umetnike ustvarjati, ker ne morejo preživeti od svojega dela, po domače rečeno, se mi zdi. Kaj, da je premalo cenjeno to? Absolutno, absolutno. Zato, ker še vedno se na nek način uveljavlja to prepričanje, da je umetnost nekaj tazga, kar more ugajati. Recimo umetnost slika more pasati k steni, potem umetnost še vedno se tretira kot sprostitev po napornem delavniku, da lažje zaspiš namesto raznih apaurinov in tako naprej. Skratka, vse to ni umetnost. Umetnost je nekaj, kar te more sprovocirati, nekaj, kar more stopiti na tvoj žulj, nekaj, kar te more do kraja pretresti, kar te more zarajcati do te mere, da te ne pusti hladnega, ampak da reagiraš na to. To se mi zdi umetnost, to je vedno kar to. In ta družba pa kakorkoli je na zunaj svobodna, je neverjetno veliko predsodkov, pa klišejev, pa stereotipov. In predvsem je pa ljudi strah povedati ali pa izraziti tisto, kar čutijo. In se raje v bistvu ukvarjajo s tem, kaj bojo drugi mislili, kot pa da bi povedali to, kar je res. Ja, ampak se to kaže na to, da smo premalo samozavestni oziroma premalo sami sebe sprejmemo v tem smislu, da hočemo preveč ugajati. Ja, sigurno, ker je to samo na videz lažje. V bistvu zahteva manj napora, ampak daljnoročno je pa to izjemno v bistvu škodljivo, zaradi tega, ker ni hujšega,
ni hujše smrti, recimo od te, ko umreš, ne da bi bil spravljen samim seboj. Ampak a je vas zdaj obsojala, recimo, ne vem, so vas obsojali ljudje enostavno zaradi tega, ker ste si dovolili, da ste to, kar ste? Seveda, jaz sem bil izključen iz družbe zaradi tega. Jaz na nek način ne obstajam zaradi tega, ker pa ne samo zaradi tega, ker nimam niti žiro računa v svojem, ampak pa tudi ne samo zaradi tega, ker pač trenutno imam, predvsem zaradi tega, ker štirikrat sem bil hospitaliziran v bolnišnico Polje. In kako je to izgledalo? Ja, to je izgledalo, da se te, ko enkrat doživiš eno krizo, pa te spravijo dobri ljudje, kot se temu reče, kot vemo, je pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni, ne. Ja. Ko te nekako spravijo noter, si pač zaznamovan in je v bistvu to postane neke vrste stigma, ne. In na nek način to vpliva na tvoje življenje, ne. Poleg tega, sam sem bil med ustanovitelji Beletrine, to je založba, potem sem bil med ustanovitelji raznih literarnih revij in tako naprej, ampak tam se je dogajalo nekaj podobnega. V bistvu se me zaradi mojega dolgega jezika, kot se temu reče, vsi ti krogi izključili, tako da sem rekel, da najboljša stvar je, da začnem ustvarim svoj lasten krog Vida Sagadina Žigona in ta krog ima že kar veliko članov pravzaprav. Predvsem so to fantastični umetniki, s katerimi se družim in s katerimi skupaj ustvarjamo. Ampak, a veste, jaz sem recimo, prakso sem upravljala tudi v Polju, ampak takle velikokrat sem slišala od koga, ki je rekel, da si niti ne predstavljamo, koliko fantastičnih ljudi, genijev pravzaprav lahko najdemo v Polju, ki so hospitalizirani, ki imajo res veliko zadati človeštvu, ampak če tako pogledamo zgodovino, saj geniji so bili zmeri neki čudaki, ki jih družba ni sprejela, ni tako? Ja, zaradi tega sigurno, ne. Zaradi tega, ker so si upali povedati, pa ne samo na tej banalni ravni, ampak dejansko so bili iskreni do samega sebe. In če si ti iskren do samega sebe in če znaš to na pravilen način artikulirati, potem je to ena zelo velika moč, ki je pa zelo škodljiva za funkcioniranje družbe, ker družba si ne želi resničnih jazov, ampak si želi v bistvu podložne posameznike, ki jih bo ponavadi vodil eno samo veliko čustvo in to je strah pred tem, kaj se jim bo zgodilo, ali bojo izgubili službo, ali jih bo določen krog izobčil, ali bojo nastradali zaradi tega. In ponavadi se raje zaprejo in ne govorijo resnice, ne govorijo tisto, kar mislijo. Zato je ponavadi v bistvu taka, jih pa lažje kontroliraš, lažje izvajaš nadzor nad njimi, ker zato pravzaprav gre v današnji družbi. Ta naša družba je en velikanski panoptikum, se pravi, panoptikum je pravzaprav, skratka, vedno te na nek način nadzorujejo, vedno v bistvu ti sledijo pravzaprav in nočem zdaj iz tega narediti kakšno Teorijo zarote? Teorijo zarote. Jaz sam ne maram teorij zarote, ampak se mi zdi, da pravzaprav ta družba je izrazito duhovno podhranjena, v kateri živimo. Ampak hkrati je pa ogromno ljudi, ki so se pa na polno začeli nekaj ukvarjati z duhovnostjo pa s takimi in drugačnimi zadevami, ampak sej, ko se ukvarjaš s sabo, pa ko si dovoliš biti to, kar je, ne rabiš nič drugega, kakor sam verjetno poguma, ne? Predvsem rabiš veliko poguma, zaradi tega, ker predvsem moraš samemu sebi priznati določene stvari in pa še ostalim, ne. In to terja neverjetno veliko poguma.
Malo kdo se odloči za to pot, ker je na videz težje, ampak vsekakor se veliko bolj splača, kot pa neiskreno vegetiranje. Jaz sem v knjigi napisala zapisala, no, nisem jaz avtor tega, ampak se mi je zdela fajn. Vsaka pot, vsaka lahka pot s časoma postane težka in vsaka težka v bistvu... Bravo, to si pa moj citat dobesedno ponovila, namreč en prijatelj mi je rekel, to mi je pa zelo všeč, da si to rekel. Skratka, seveda, lažja pot je težja pot in težja pot je lažja pot. Ja, na začetku je sicer res težko pa to, ampak... Ampak se pa na daljši rok se pa definitivno splača. In jaz mogoče še ne morem živeti od svojega dela, ampak jaz sem prepričan, da nekoč bom lahko, zaradi tega, ker če si nekaj močno želiš in vlagaš vso energijo v to, bo slej, ko prej pridejo rezultati. Kar seješ, to žanješ, to je že... Ja. To je bistvo, definicija karme. Kar seješ, to žanješ in to je to. Ker veliko umetnikov je mogli počakati, da so umrli, dokler so pa začeli ljudje ceniti njihovo delo. Ja, to je ta posthumna slava, ampak jaz mislim, da ti pa enostavno nič ne pomaga to, tako da predvsem je problem v tem, da so umetniki ponavadi 20, 30, 40 ali pa še več let pred svojim časom in zaradi tega pride do tega zamika, mentalno, duhovno in tako naprej. Prej sva govorila o pogumu, katera je pa tista najbolj pogumna stvar, ki ste jo vi naredili v življenju, da bi lahko rekel, ne vem, recimo, moja je bila enkrat, zelo so me v eni službi, zelo so manipulirali z mano in sem rekla v tistem trenutku, tam sem rekla, lej, ne grem se več, grem stran in dejansko sem zbrala takrat pogum in sem odkorakala in naslednji dan sem imela drugo službo že na drugi radijski postaji in takrat sem mogla biti res pogumna, da sem rekla, lej, zdaj sem pa za sebe postavila, ne dam se, da mi bo nekdo sral po glavi, po domače povedano in sem šla. In je zanimivo, ker me je vesolje nekako... Z drugimi besedami, razjezila si se, razjezila si se nase in to v konstruktivnem smislu, Imamo samo dve opciji, ali gremo v kreacijo ali pa v destrukcijo in je veliko bolj se splača investirati v kreacijo, kajti itak je vse na energiji in jaz mislim, da mora človek sproti v bistvu to energijo, ki se vsak dan nabira, nekako odvajati, ker če njega raznese od znotraj, implodira. In jaz mislim, da je to, eni to delajo na destruktiven, kot sem že rekel, eni pa na kreativen način. Se pravi, da to energijo spravijo ven, da jo s tem, ko nekaj spraviš ven, tudi spoznaš, kaj to je. In predvsem je bistveno, da slediš svojim notranjim občutkom in to je pa spet zelo težko, ker... Smo zapacani na vse možne načine. Jaz predlagam, da zdajle pogledava delo drug drugega, kako dojemava lahkotnost vsak na svoj način, da vidiva, kako različna sva, ker to je super, da smo unikatni in različni. Sva za to. No, evo. No, jaz sem malo tak sonček sem naredil. Aha, lepo. Tak sonček. Odlično, lepe barve in to izraža lahkotnost. Ja, meni je to nekaj lahkotnega, sonček. Lahko je tudi klovn, zdaj, ko so pusta, ima nasmejan obraz. Karkoli je lahko. Ja. To je pa pol stvar naše percepcije. Krasno, hvala lepa. Jaz absolutno želim, da še nastajajo dela in da se seveda čim več ljudi zbudi, da bodo lahko takšne stvari tudi začeli ceniti, tako kot si vsa ta dela in kreacije zaslužijo. Predvsem bi rad povedal nekaj, če lahko še mogoče minuto. Namreč zdi se mi, da umetniki v današnjem času v Sloveniji nimajo pri svojem delu so onemogočeni.
Kaj, da nimajo lastne hrbtenice? Ne, da nimajo lastne hrbtenice, ampak jim družba ne omogoča, da lahko eksistirajo na podlagi svojega lastnega dela. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji je en pojav, in sicer, da je 3/4 izjemnih umetnikov v Sloveniji pravzaprav živi na socialnem robu. Zaradi tega, ker jaz mislim, da je v zadnji ena strategija, skoraj prepričan sem v to, skratka strategija sistema, ki hoče umetnike zbrisati iz socialnega zemljevida zaradi tega, da jih utiša, da jih izključi iz družbe in s tem v bistvu omogoča v bistvu to, kar se v družbi dogaja. In danes smo tukaj zato, da to preprečimo. Najlepša hvala, Vid Sagadin Žigon je bil v naši družbi, vsekakor se še slišiva. Ja, velja. Evo. Bistveno je, da se povežemo sami sabo, da se povežemo z skupino, da se ne nazadnje povežemo z ognjem, ki nas sprejme. In na tak način je pač zadeva možna.